Dober dan, od srede do srede. Spet je tukaj najin šank. Pogovarjala se bova pa resno. In sicer greva za začetek, jaz predlagam, na Škotsko. Se pravi, Big Daddy Donald Trump je prišel na svoje škotsko golfišče in je ta svoj kratek oddih uporabil za to, da se je srečal še z Ursulo von der Leyen, z britanskim premierjem, in ob tem je tam nekje okrog 18. luknje sklenil še zgodovinski deal z Evropsko unijo, ki, če jaz prav razumem, govori o tem, da bo ameriško blago prihajalo sem brez carin, evropsko blago bo šlo pa v Združene države Amerike s 15% carinami oziroma še precej višjimi, če gre za jeklo pa še kaj, pa kupili bomo precej zemeljskega plina. A je to kapitulacija Evropske unije oziroma predsednice komisije Ursule von der Leyen? Ja, lep pozdrav. Začenjamo z najmanj spektakularno temo, ta teden se kar dogajala, ne. Začenjajo tam, ker nas po žepu lahko udara. Nisem prepričan, da bo tako slabo. Mislim, dobro ni. Zdaj, to, kar praviš, veš, Ja. so projekcije mednarodnega denarnega sklada, kako bodo te Trumpove salte s carinami vplivale na svetovne gospodarske tokove, so precej omiljene, ne bo tako hudo, Ja. je sklenil ta vrhovni finančni policaj. A veš kako, jaz sem v živo gledal tisto tiskovno konferenco, spet gledal body language in vso to njegovo nesramnost in zadržanost Ursule von der Leyen. In ene par stvari se mi je usporedno prikazal kot nek vidik. On je v bistvu tam bil kot cesar, on je bil tam kot papež, kot svetovni papež, tako kot se je v tisti Svetorimsko cesarstvo. Tako, on se je, pazi, Starmer kot suveren predsednik vlade v njegovi državi prišel kot en policucek, tako ga malo pozdravil. Papak. Mislim, to je nekaj neverjetnega, sicer je potem naredil zelo dobro, lepo gesto, da pod vplivom Macrona očitno, o čemer lahko tudi kakšno rečeva, da bo Velika Britanija priznala Palestino že septembra, če se okoliščine ne bodo spremenile, ti se pa ne bodo spremenile, zelo verjetno, da ne. Ja, bodo se, na slabš. Na slabš, tako zapravo, oni bodo zdaj prisiljen besedo držati, priznati Palestino, ampak če se vrnemo nazaj k sporazumu k Evropski uniji, jaz mislim, da je šlo tukaj za eno tako, v lepi slovenščini rečeno, lukavo predstavo, v kateri je Trump razglasil zmago, tako je bil tudi sprejet v Ameriki in povedal, da je bila Evropa deloma ponižana, deloma pa, da ni vse skupaj tako hudo, kot je bilo rečeno, ker obetale so se 30%, 50% carine in tako naprej, bi pa samo 15%, ampak je še vedno 10-kratnik tega, kar je bilo do zdaj. Na drugi strani je pa Ursula von der Leyen njemu obljubljala ali ponujala stvari, ki jih sploh obljubiti ne more, zaradi tega, ker je 28-terica tista, ki odloča, kaj se bo v resnici. 27. Pardon, 27-terica. Starmer je strančarti. Tako je stran. So šli prej, 27-terica enostavno teh zavez ni dajala in še Orban, ki je prijatelj Trumpov, se je rogal, da se mu ni zadost uprla. Ene take zanimivi obrati, ki v končni fazi ne štejejo zadosta. Zakaj pa gre? Gre preprosto zato, da sumim, da je Ursula von der Leyen in pogajalci, ki verjetno niso neizkušeni, ki verjetno niso zadnja liga, domnevam. Mislim, to je pa zdaj čisto moja špekulacija, ampak oni so verjetno zaračunali, da je Donald Trump v 6 mesecih svojega predsednikovanja že padel tako nizko na lestvici, svojega uspeha, če tako rečem predsedniškega uspeha, da njegova kredibilnost tako delač pada, da vprašanje, če bo pol leta sploh še zdržal. Potem se pa lahko zmenijo s tistim, ki bo odločal. Amerika bo
je sicer zdaj sklenila, se pravi, z Veliko Britanijo 10% carine, zdaj največji sporazum vseh časov naj bil 15% z Evropsko unijo, ampak glavnih pa sploh še ni bilo, recimo z Kitajsko, še nič ni dorečenega, z Japonsko je nekaj, ampak v istem smislu, ne? Na 15%, s Kanado ni, in Kanada je tukaj zelo, zelo pomemben faktor, ki pa posluje z Evropsko unijo kot novim strateškim partnerjem. Ne? In Trump se je tam obnašal tako, kot da dela red, ne? V ozadju vsega pa vprašanje, če ga sploh v resnici dela, ker če se spet vrneva na tisto bazično zadevo, ne? Tistih 600 milijard, ki jih je Evropska unija obljubila, kaj to sploh pomeni? Nihče ne ve, kaj to pomeni. 600 milijard za investicije v Združene države Amerike. Ja. Nihče ne ve, kaj to pomeni. Kaj pa, če to pomeni potencialno, ne jaz bi to Evropski uniji svetoval, recimo laično, povsem laično, ker nisem strokovnjak, ampak jaz bi rekel, delajte to, kar dela Kitajska in kar dela Japonska, kupujte obveznice, se pravi, na ta način plasirajte denar v Združene države Amerike, hkrati pa kupujte Ameriko nazaj, ne? Ker največji biznis, ki je skrit pred ljudmi, to spet ni moja pamet, jaz sem to pobral od ekonomista Wolfa, ki dnevno analizira vse te zadeve v Ameriki in tak izredno zanimiv gospod, ne? Nekaj podobnega, kot Jeffrey Sachs počne. Ne? In je rekel, veste, kaj je zdaj glavni biznis? Ne? Trilijarde dolgov, največji upnik v Ameriki, ne? Se pravi, lastnik dolgov ameriških je Kitajska. In tako rekoč, ne rečem, da živi, ampak ogromne dobičke dela iz obresti na to, kar je posodila. Posodila je pa tako, da je obveznice kupila. Ne? Potem je tu Japonska in tako naprej. Se pravi, ljudje sploh ne vedo, kje se realna ekonomija dogaja. Dogaja se tam, kjer se zgublja in pretaka. Največ denarja skrito pred očmi ljudmi. Same takse, ne, so pa v evropskih analizah strokovnjaki začeli obravnavati kot pol na pol. To se pravi, mogoče bo polovica od tega zabolelo Evropo, se pravi 7,5%, ne. Drugo polovico bo pa konzumente, se pravi Američane, ne, se pravi Američane, ki bodo še vedno hoteli piti šampanjc, tako je, ki bodo še vedno hoteli jesti italijansko pašto, ker je pač najboljša. In voziti Mercedes. Tako je, tam Mercedes, če rečeš, zdaj pa jaz v Ameriki kupil Mercedes, pa to ni, da bi kupil, jaz bi Lexusa raje kupil, ne, ker je boljši avto, jaz bi raje kupil. Ti si za Japonce. Absolutno, ker so pa za Korejce, naprimer, ne? Ponovno mogoče celo Kitajce. Kitajci so zelo dobro avtomobil začeli delati. Jaz vozim Japonce in vozim Korejce. Ne? Ampak Mercedes je pa statement, to je stališče. Ne? To je, jaz pripadam visokemu srednjemu sloju, jaz sem nekdo, to je stališče. In tisti, ki bodo to hoteli kupiti, bodo to še vedno kupovali, ampak bodo mogli za to več plačati. Ne? In to popadlo na njih. Ampak teh 5% več denarja pa imajo. Verjetno ga imajo, tisti, ki kupujejo, sicer Mercedes s svojimi cenami se spušča tudi v srednji sloj, ne, poskuša tudi v nižji srednji sloj, ker hoče biti konkurenčen. Ampak blagovna znamka še vedno deluje kot taka. Ne. Jaz je ne bi kupil, recimo. Ne. Ampak BMW, recimo, takega in takega razreda med Američani je pač priljubljen in kdor ga bo hotel voziti, ga bo tudi imel pač več plačal za njega. Ne. Po kvaliteti so pa drugi avtomobili boljši, definitivno so boljši. Ne. Manj se kvarijo, boljše lastnosti imajo, Kitajski zdaj presenetljivo dobro avtomobile Kitajci delajo. Ne. Japonci pa itak po tradiciji, ne, Lexus, recimo Subaru in tako ne. To so kultne znamke, ne, ki se ne kvarijo. Ne. Dobre, ampak da ne bova hodila v zelnik kolegom, avtomobile tolmačijo. Ja, rubrika mobilno, ne? V soboto berete rubriko mobilno. No, ampak če greva pač nazaj na to, ne? Evropska unija je pokazala določeno mero šibkosti in nerelevantnosti. To je dejstvo, to so vsi ugotovili. Ne? In svetovni komentatorji so zadevo pospremljali tako, dajmo videti, kaj se bo iz tega pravzaprav res razvilo, zaradi tega, ker na koncu je Ursula von der Leyen morala spet čez en dan kasneje dati novo izjavo, da se v resnici niso še dogovorili popolnoma vsega in da so pogajanja že odprta. Mislim, zdaj predvsem je tako, ne, veš, da trgovinska pogajanja so pogajanja s papirji, ki so izjemno obsežni in potem so to pogodbe, ki so izjemno obsežne in so merljive v nekaj 100 straneh, ne. Tako, kaj jaz razumem, ne, se tukaj niso pogovarjali
o teh nekaj 100 strani zajetnih dokumentih, ampak tako, malo čez palc. Največjo in najpomembnejšo besedo, ki je Ursula von der Leyen izrekla, je predictability. Ja. Predvidljivost, zapravo stabilen okvir. In to je mogoče celo zdaj doseženo, vsaj v grobem. Ne? In to je pomirilo tudi tako imenovane trge, ne, tega velikega zmaja, ne, trgi, ne, kakorkoli. Ne. Ampak istočasno je bil Trump vprašan tudi po Gazi, istočasno je bil vprašan po Ukrajini. Ne, in on je tam iz svojega papeškega prestola potem delil nauke celemu svetu in rekel, da bo celo Putinu skrajšal 50-dnevni rok za sklenitev premirja na 12 dni. Ne, in zdaj je že 10, ja. Ja. Zdaj že 10 in to njegovo premišljevanje je sploh izredno zanimiva stvar. Ne? Ja, s tem, da ampak najpomembnejše, kar neposredno zatem še dvignil raven napadov na Ukrajino. Ne? Ja, ampak najpomembnejše, kar se je tam res zgodilo, je bilo pa to, da je on, mislim, da na avionu celo, rekel, da sta z našo Melanijo gledala televizijo in da tam pa otroci v Gazi res stradajo in da to pa ni v redu. Ne? In da bo Amerika zdaj morala tam postaviti centre za razdeljevanje hrane. In naredil je velik odmik od Netanjahujeve teze dan poprej, ki je rekel, da stradanja v Gazi ni. Ni kakršnega stradanja, to je propaganda. On je zdaj povedal, da stradanje je. Potem pa takoj zatem, in to je pa pogumno naredil Starmer, ne, da je pod vplivom seveda svoje laboristične baze, ne, poslancev parlamenta, ki je vedno bolj glasen in vedno bolj zahteva te stvari, lepo preprosto povedal, da bo septembra pač Velika Britanija priznala Palestino, če Netanjahu oziroma če Izrael ne bo pokazal jasne odločenosti, da to prekine. Tega seveda ne bo. Mogoče je to bila posledica tega, da je to isto že predtem najavil Macron. Ne? In mogoče je bila Slovenija celo pilotska država v tem smislu. Ne? Da je, Mislim, pilotska je bila to, kar je zanimivo, veš, da je Nizozemska zdaj le 2 ministroma Netanjahujeve vlade prepovedala vstop na Nizozemsko, zapravi obema ministroma, katerima je Slovenija prepovedala vstop v Slovenijo, mislim, da 2 meseca nazaj. Dobro, tukaj gre za gesto. Ne? Dobra gesta, lepa gesta. Ja, ampak veš, a ni pravzaprav tako, da gre za osebe, ki jih mednarodno kazensko sodišče išče in bi morale v primeru, da vstopijo, bi jih morala aretirati. Bi bilo treba aretirati. Tako je, ja. Mislim, tukaj Evropska unija spet pade, namreč Evropska unija se očitno ne bo kot enota mogla poenotiti, da prepove sodelovanje z izraelskimi inštituti, znanstvenimi in raziskavah in tako naprej. Ja, to je pa vroč kostanj, ki ga ima Univerza v Ljubljani tudi na mizi. Ja. To je zanimiva stvar. Ne? Ampak posamezne države pa to počno. To, kar je naredila Velika Britanija, zdaj ni brez teže. To, kar bo naredila Francija, ima veliko težo. To, kako se Kanada do tega obnaša, ima tudi veliko težo, a ne Slovenija, pa absolutno tle smo lahko mirni in zadovoljni, da imamo ljudi. In kar je pa najbolj pomembno, te dni so se oglasile civilno-družbene humanitarne organizacije v Jeruzalemu za tiskovno konferenco in jasno in glasno povedano prvič, da gre za genocid, jasno, da je bila geneza tega problema taka, da je bila nerazumljiva in nejasna za njih same, zato ker so dejansko pritrjevali temu, da se Hamas kot teroristično organizacijo oblaterira, bi temu rekel, se pravi, da se jo izniči, da se jo premaga in tako naprej, ampak med tem je pa zadeva dobila novo kvaliteto, ki je pa dejansko strategija, vojaška strategija napada na palestinsko ljudstvo z stradanjem, z lakoto in celo eno analitičarko sem poslušal, ki je preprosto rekla, veste, lakota pa stradanje ni eno in isto. Zato, da ti začneš stradati, moraš biti zelo dolgo časa lačen. In lakota je mesece in mesece zdaj vladala, zdaj prišlo pa stradanje, ko dojenčki dejansko umirajo, ko ljudje umirajo in sama pomoč v hrani ni več prvi ali pa edina rešitev. Jaz sem poslušal enega angleškega zdravnika, ki je rekel, mi rabimo elektrolite, mi rabimo zdaj infuzije, mi rabimo zdaj organizme nazaj postaviti, ker če bodo zdaj moko jedli, bodo umrli od
od tega. Ne? Ja. Bojo želodci popokali in tako naprej. Ne? Skratka, stvar je postala zelo kompleksna in ne vem, smo mi dva zadnjič enkrat Live Aid od Boba Geldofa obravnavali. Mislim, da sva. Ne? Nisva. Nisva? Ne. Mislim, da so nekaj omenjali, kako sva poslušala, ki je bilo celodnevno koncert. Spomniš? Ja, sva. No, to sva, ne. Ampak zdaj sem poslušal, se je pa Bob Geldof v glasu, ne. In je preprosto dobro. Povedal je to, da so nesprejemljive stvari dogajajo, ampak preprosto je rekel, v redu, zdaj se izraelski narod ali pa izraelske skupine v Jeruzalemu oglašajo, če mislite resno, nabažite hrano v svoje avtomobile, naredite konvoj in se peljte v Gazo. Potem se pa pomenite s tistimi, ki vas bodo ustavili. Zdaj pa tako, veš, da Haaretz, ki je pač zmeren izraelski časopis ali pa liberalen izraelski časopis, laboristično naravnan časopis, je pač pred kratkim objavil javnomnenjsko raziskavo. Izraelsko javno mnenje je v 80% naklonjeno temu, kar se dogaja v Gazi in je naklonjeno v tej isti količini, da se to nadaljuje. Sam mislim, da je v zadnjem tednu prišlo do znižanja tega odstotka in do nekih določenih prebojev. Samo dejstvo, da sta dve humanitarni organizaciji v Jeruzalemu sklicali tiskovno konferenco in javno povedali, da gre za genocid, da to ni več vojna Izraela proti Hamasu, ampak gre dejansko za mejo, ki je prestopljena, nikoli ne bi smelo biti, in da gre dejansko za nekaj, kar je prvič kršenje humanitarnega prava in drugo, kar je vojnega prava, in da tu ne gre več da gre dejansko za genocid. To so odprto povedali, ne? Jaz sem to gledal včeraj na svetovnih televizijah in jaz mislim, da se zelo hitro spreminja ta slika, na vse zadnje dokaz to, da je Anglija dala izjavo, ki jo še en teden nazaj ne bi dala, ne? O tem, ne? Ker ne pozabi, da istočasno še vedno podpira izraelsko vojsko. Ja. Okay. Na drug konc sveta greva Peršmanov dom. Druga stran Karavank, policijsko nasilje ob spomeniku koroškim partizanom, policijsko nasilje ob muzeju, ki opominja na zločin SS-ovskih sil, storjenih aprila 1945, ko so bili bilo ubitih, mislim, da 11 oseb z Peršmanove domačije, med njimi 7 otrok. Zdaj, kontekst, na katerega morda tukaj ne gre pozabiti, je, da smo imeli nekaj tednov nazaj kolobocije oziroma ambicije povezane s štajersko deželno himno, ki ima določene ozemeljske pretenzije v slovenskem geografskem prostoru, prostoru slovenske države. Tukaj gre pa za atako na antifašistično tradicijo, antifašistično gibanje sodobno. Ko sem jaz to videl oziroma dobil to informacijo, ko sem to začel zasledovati, sem rekel, to je pa zelo velika stvar. To je mnogo večja stvar, kot si lahko predstavljamo, iz sledečih razlogov. Prvo, kar je, kot si povedal že sama, gre maja meseca, mislim, da je bilo 80. obletnica tega pokola. Ne? Aprila, ja. Aprila. Ja. Skratka, smo v 80. obletnici nečesa, za kar so rekli, da se ne sme nikoli več ponoviti. Ad 1, ad 2. Avstrija je moderna republika z antifašističnim poreklom. To so uradno razglasili. Tako je, in ustava to veleva. In Koroška je tu zelo problematičen izjemni člen, ker se v bistvu te meandri, zalivi in sentimenti, neonacistični pojavljajo vse čas, in tudi kršitve državne pogodbe in tako naprej. In kršitve, recimo, eden pomembnejših momentov tega dogajanja je pač
dimenzije samega dogodka. Se pravi, če je uradno šlo za to, da so bili tam eni šotori narobe na zasebnem vrtu postavljeni, a ne, potem to ti pošlješ enega naravovarstvenega inšpektorja. Rangerja. Rangerja. Temu rečete v Triglavskem narodnem parku. Rangerji rečemo, ja. Ranger. Ja. In napišejo listek in rečejo, prekršili ste, ne vem, pač naravovarstvene predpise in to je to, ne. Oni so prišli z droni, s psi, z helikopterji, z diverzantsko skupino, z do zob oboroženimi policisti. Ne. Se pravi, dimenzija sama po sebi je problem. Druga, enako pomembna zadeva je bila, da so se pač ti člani te protifašistične skupine hoteli zagovarjati v slovenskem jeziku, ker je njihova pravica. In te pravice niso dali. Postali so agresivni, začeli so upiti, postali so živčni, tako so povedali udeleženci in tako naprej. Kolikor sem jih gledal, so bili umirjeni, niso bili nasilni. Ne. In tretja stvar je pač ta, ne, da jaz sem potem zasledoval, priznam, da samo v enem časopisu, to je Der Standard, ker je na Dunaju, so naredili izredno korektno poročilo, zelo z vseh koncev in tako naprej. Ne, in počasi je postalo jasno, da visokim avstrijskim oblastem postaja nelagodno, da se je zgodilo nekaj, kar ni v redu, kar ni dobro za njih, ne, kar ni dobro za podobo Avstrije. Ne. Čeprav razumem, evropski poslanec Nemec na to temo že sprožil neke akcije po Evropskem parlamentu. To je izredno velika zadeva, predvsem je pa veliko to, ne, da se pravi advokat Vovk, odvetnik Vovk je pravilno pozicioniral na vse te napačne poteze, pa so se sprožile tudi druge slovenske organizacije in vsi brez izjeme so ta dogodek označili kot nekaj, za čemer je treba postaviti klicaje in vprašaje in iz tega recimo ne v nekem čustvenem okolju, kar narediti neko analizo in potegniti konsekvence. Jaz osebno mislim, da bi v policijskem vodstvu, ki se sklicuje celo, oziroma v tej borbeni skupini, to si ti pisal in povedal, da gre celo za skupino, ki deluje v imenu obrambe ustave. Ne? Mislim, to je urad za zaščito ustavnega reda in boj proti ekstremizmu. Ne? Se pravi, to je nekaj, dosti sva stara, da bo razumela. To je nekaj vmes med tem, kar je bila včasih pri nas udba, ko je bil, pa uniformirana policija. Uniformirana policija, ki se bori proti napadom na ustavni red. Ekstremizem. Ne? In tu bi bilo treba res dobro raziskati, katere motivacije so bile v ozadju, da je do tega izpada prišlo, ker to je bil izpad. In čist zaradi higiene, jaz mislim, da bi tam morali koga zamenjati in ga spraviti, pospremiti iz ene, recimo, kanclije z 6 okni v kletne. Zdaj si rekel, vsi brez izjeme. Ja. Bi pa vsem, ne da imenujem, brez veze to imenovati. Ne bral na eni od slovenskih spletnih strani aplavz izvajalcem akcije, češ čist prav je, da ste te levičarske ekstremiste obravnavali tako, kot ste jih. In zadnji so imeli verjetno na steni Jelenove roge, pa 3-krat lahko ugibam, kateri časopisi to bili, pa ne bo v tem. Pač to so očitno neofašistične aspiracije ali pa neonacistične valence. Ne? In ravno to je treba nasloviti, zaradi tega, ker to postaja svetovni pojav in če mislim, da se zdaj v Združenih narodih krepi glas, da je treba svet nazaj spraviti v razsvetljenske okvire in pa v red Združenih narodov, se pravi v pogodbo, ki je bila narejena po drugi svetovni vojni, je to en mali refleks iste stvari, bi jaz rekel, ali pa potencialno, da ne bomo pretiravali, mislim, da ne pretiravamo, mislim, da to tako je. In jaz mislim, da Avstrija je demokratična republika, da to zmore. Če pa ne bi, potem mora pa slovenska država to zelo, zelo na glas povedati. Dobro. Kolega Markeš, to je to za danes, nadaljujeva, ne? Ja, jaz upam, da bova čez teden dni imela že relativno dobre novice glede rešitev v Gazi, ker vsi insistirajo zdaj pa vsi že insistirajo na tem, da je treba najti rešitev 2 držav.
Dobro, hvala za tokrat.